Dober dan, dragi prijatelji. Dober dan. Dober dan. Tudi v Tanjinem imenu. Danes sem z mojo sodelavko Tanjo Andrejc. Smo v oddaji, kjer želimo predvsem pokazati, da so lahko sodelavci srečni, zadovoljni in uspešni na svojem delovnem mestu. S Tanjo Andrejčevo smo zbrali malo drugačno potko. To pomeni, ne bo pa v pisarni, zaradi tega, ker je Tanja mnenja, da je boljše, če hodiva. Takrat govorimo iz srca. Tako. Evo, to je to. Je rekla, greva raje na Koželj, kjer ne bova razmišljali, kaj govorimo, ampak bo samo srce povedalo tisto, kar bi naj bilo primerno za vas. Ok, zdaj pa da malo spoznamo Tanjo. Tanja, najprej nam povej, koliko časa si že ti dejansko v podjetju? Ja, v podjetju sem že 23 leto. V bistvu sem zaposlena 23 let. Eno leto sem pa že prek študentskega servisa delala v proizvodnji. Ste slišali iz proizvodne. Malce, da se še dotaknemo, koliko delovnih mest si zdaj v tem času, v teh 23 letih zamenjala? Ja, kar nekaj delovnih mest sem zamenjala. V bistvu sem, ko je bilo podjetje majhno, sem delala v bistvu od delo tajnice do nabavnika, prodajnika, ampak je bilo to kot nek komercialist eno delovno mesto. Obrtniško podjetje, se veste. Iz malega podjetja v bistvu sem rasla skupaj s podjetjem, s tem sem tudi osebnost narasla. Točno. Tako. In sem zato tudi nekaj delovnih mest zamenjala. Se pravi, bila sem tudi v kakovosti. Delala sem vhodno kontrolo, bila sem skrbnik za ISO standarde in kot razvojni tehnolog. Trenutno pa upravljam delovno mesto, ki je srce moje duše. Se pravi, v podjetju sem zaposlena kot finančni kontroler. Wow. Ja. Evo, in tega se bomo dotaknili, kajti Tanja bo skozi svoje izkušnje, se ne ve, kako vprašanje bom postavila, povedala, zakaj je dobro, da človek dela to, kar ga veseli in tam, kjer ima srce. Ampak naj pa preberem, sem pa vseeno si sprintala, kljub temu, če gremo na Koželj, pa bomo pol dali noter na hrbtnik, kaj so o njej povedali njen vodja in tudi sodelavci. Tanjo bi kot sodelavko opisala, to je vodja povedala, Tanjo bi kot sodelavko opisala kot zelo odgovorno in pripadno delavko z veliko izkušnjami, ki so za oddelek zelo cenjene in nepogrešljive. Vse skozi si prizadeva za dobrobit podjetja in se brezkompromisno izdaja na delovnem mestu. Pripravljena je sprejeti dodatne zadolžitve, v katerih vidi svojo dodano vrednost. Izzivov se ne boji in v vsaki oviri poišče in predlaga možnosti novih rešitev. Ko vidi napredek in dodano vrednost svojega dela, je to tudi dodatno ji da motivacijo za delo in naprej in takrat v delu neizmerno uživa. Evo, to je vodja napisal za njo, zdaj pa še pogledamo, kaj so napisali sodelavci ali pa sodelavka, zdaj ne vem, kdo je pisal. Tanja je odlična mentorica, ki svoje znanje z veseljem predaja naprej. Všeč mi je njena odkrita narava in pripravljenost na pomoč. Verjamem, da bi si lahko bolj zaupala, saj je prava enciklopedija znanja v našem podjetju Skazi. Evo, tudi to se bomo dotaknili. To pomeni, je več časa, kot jaz v podjetju. In danes sem izredno ponosna, res, da imam to čas, da bova s Tanjo skupaj še na Koželj in da jo bom lahko kaj vprašala. Tako da se vidimo na poti, ker pa je strmo, bomo se vmes ustavili, zdaj bomo pa manj hodili. Tanja sploh ne ve, kam vse bo šla, tako da danes gre prvič. Se vidimo. Tanja, zdaj smo prvi klanec smo naredile. Tanja, imam eno vprašanje. Ja, povejte. A je bilo kdaj tudi v podjetju, ko je bilo malo težje, pa si mogla narediti en korak naprej? Seveda. V taki karieri, 23-letni v istem podjetju, so lepi, pa manj lepi trenutki. Tako da včasih je treba tudi kdaj znati reči ne, pa pri sebi malo razmisliti. A je kako delovno mesto primerno za tebe, ali ne? Ok, to se strinjam. In dajmo mogoče dotakniti, zdaj še moraš malo se zadihati. Ja. Živim vrednote podjetja narava. To je to, zato smo šli v naravo. Tanja, veš kaj, to, ko si rekla, treba je znati reči ne. Ti pa marsikdaj nisi znala reči ne, a ne? Ja, to sem se z leti naučila. Prvo je pomembno, da delaš na svoji osebnostni rasti,
tako pol tudi poslovno rasteš. Ja, se strinjam. Ja. Kaj se tudi zgodi, da prevečkrat, to sem že v enem videu povedala, da prevečkrat delodajalci ali pa vodje prehitro koga potisnemo za željo, da uspe, ga potisnemo naprej, ker si želimo, mi verjamemo v to osebo, zdaj pa tej osebi pa potem damo odgovornost, naložimo neko preveliko odgovornost in potem, če oseba ni srečna na tem delovnem mestu, misli, da je nas razočarala. Ja. Tudi to se kdaj zgodi. Tudi to se je meni zgodilo, ja. Ampak ko sem začela osebnostno rast, sem tudi znala reči, kdaj ne. Absolutno. Pa ne sem meni, tudi drugim. Tudi drugim, ja. Tudi drugim. To so pač izkušnje, ki jih pridobiš, pa tako na osebnem kot na poslovnem življenju. Tako da treba je reči tudi včasih ne. No. Bravo. Zdaj bomo midve naredili še en klanec navzgor, pa se pa spet ustavimo z dvema ful dobrima vprašanjima. Greva, Tanja. Greva. Tanja, tu hitra akcija. Ok, Tanja, prej smo se dotaknili tega, da je znak, da človek mora znati reči ne. Kako ti je pa bilo, ko smo skozi to podjetje, pa si že tako dolgo v podjetju, naredili kar nekaj transformacij? Kaj si ti to čutila? Kako je prišlo to? Ja, določene transformacije so se res mogoče malo prehiter zgodile. Ja, takrat, ko hočemo biti hitri. Ja, pa se mogoče tudi z določenimi zadevami nisem glih strinjala. Normalno. Ampak sedaj so pa temelji nastavljeni tako, kot morajo biti. Se mi zdi, da so pravi ljudje na pravih vodilnih delovnih mestih. Malo sem zadihala. In zato tudi jaz svoje delo opravljam z veseljem, kar se tudi pozna na rezultatih, na mojih osebnih in na podjetju. No, dajmo se dotakniti tega. Sama si rekla, da si zdaj srečna in da uživaš v tem, kar počneš in da se to tudi vidi na rezultatih. Ja. Evo, kakšen je občutek, ko se zdaj spomniš prej, ko si kaj delala, pa ko ti je bilo težko, ko se nisi imela fajn, ko si se počutila nesrečno, pa danes, ko si na pravem delovnem mestu, ko sama vidiš rezultate, pa ko tudi vidijo drugi. Kakšno bi dala lahko primerjavo tega? Ja, to sploh ni primerjava. No? Ne. Da priješ ti v službo vesel, da priješ ti v pisarno, kjer se super razumeš, pa da opravljaš delo, ki ga res opravljaš s srcem, to ni primerjava, ko pa da ti mogoče kdaj po noč ne spiš, ali pa zjutraj težko vstaneš, pa veš, da moraš iti v službo. Če si pa ti zadovoljen, je pa to nekaj čist drugega. In to živim. Vse se strinjam. In tudi tako si rekla, vidijo se rezultati, ne samo, da jih ti čutiš in tudi vidiš, ampak tudi podjetje vidi. Pa tudi znajo nadrejeni to ceniti. In tudi videti. Tudi videti, ja. Kako si pa prišla do tega, da si bila opažena, da so ljudje videli tvoje rezultate? Ja, v bistvu, jaz kot razvojni tehnolog sem že v oddelku bila edina ženska. In sem že zdaj je tudi edina ženska v tem oddelku. Ja, pa sem tudi take stvari, kar je bilo treba, bolj kakšne tabelice, pa kakšne prihranke to pripravljati. Sem bila jaz skrbnik in potem, ko je prišel naš novi direktor Robert Agnič, je začutil, da sem jaz ta oseba, ki bi mogla nadaljevati to zgodbo in vršiti kontroling po podjetju. In tudi jaz sem se strinjala s tem, ker mi take stvari zelo ugajajo, pa veliko širino imam glede znanja, od same proizvodne pa do prodaje, tako da se mi zdi res, da sem prava oseba na tem delovnem mestu. No. Ja, ker je tudi cel postopek tudi to, koliko ti koristi to, da si se naučila v vseh oddelkih? Zelo veliko. Neka osnova je že, mogoče, da začneš v proizvodni, vidiš, kaj je v bistvu delavec, ko dela v proizvodni, da tudi njegovo delo je častno. Tudi on opravlja svoje delo, veliko v proizvodni je srečnih, ker opravlja to delo. In če so oni srečni, so pol tudi rezultati pri njih. Če pa ti poznaš sam postopek, od nabave materijala do brizganja, obrezovanja izdelkov, pa do pakiranja, do odpreme, je pa to pol ključ do vsega. Kaj je še druga zadeva, moram povedati, ne morejo nikakor prenesti, zato ko vse oddelke pozna. Imamo v malem prstu, kaj je potrebno narediti. In točno ve, kje je kakšna luknja vmes. Imam prav? Ja. To je tudi dobro. Ok, se javima, gremo zdaj, če se obrne, pa pogleda, zdaj nam bo pokazal malo Matej, na kakšen hrib imaš le, tako da veste, da na zgornjem hribu bom postavila še eno, mogoče malo bolj močno vprašanje. Evo, se vidimo kmalu. Ok? Zdaj smo na polovici najnega hriba. A veš, to je v redu, ker najprej imamo gor, pa bomo pa ravno, tam pa ne bomo, tam bomo pa uživali.
Tanja, marsikdo me vpraša, zakaj je meni tako pomembna ta organizacijska kultura, ne? Zakaj smo mi res tu dobri. Kaj ti misliš, zakaj smo mi prišli v našem podjetju tako na visok nivo organizacijske kulture? Kaj tukaj združuje, kaj povezuje? Ja, po mojem mnenju so to vrednote, ki jih ima podjetje in poslanstvo, s katerim živi. Se pravi, recimo mi smo v oddelku 3 ljudje, 15 je v pisarni, pa smo iz 3 različnih oddelkov, od proizvodne, optimizacija procesov in pakiranje ter finančni kontroling. Vsi živimo eno poslanstvo, smo odgovorni, vsak do svojega dela, se med seboj dopolnjujemo. To pomeni, da se čutite pri vrednotah, da so vas vrednote povezale. Tako. In to tudi, naprimer, ko kdorkoli novi pride, če nima teh vrednot, se težko najde. Ja, jaz bi rekla, da v bistvu vsako se zaposli v našem podjetju, mora živeti naše vrednote, no. Da je to ključ do uspeha. Ta je bilo ful dobro, tako da gremo se dobiti na zgornjem ominku gor. Velja? Na hribčku gor. Okay. Daj mi nekaj še povej, Ana. Ja. Zdaj pa malo bolj ravno, pa se lahko dotaknemo. Kaj bi svetovala mogoče osebi, ki je kot zaposlena ali pa zaposleni, ki je v krizi? Se veš, da malo more mailov dobim, da ljudje niso srečni na delovnih mestih. Ja, v bistvu bi vsakemu zaposlenemu svetovala, da ko se mu ponudi kakšna priložnost za drugo delovno mesto, najprej to pri sebi razčisti, a je res to delovno mesto primerno za njega, ima dovolj znanja, ali ga še mogoče potrebuje, da sam pri sebi najprej vidi, a je pripravljen za to delovno mesto nastopiti. No? Ja, se strinjam. Kaj se je zgodilo, naprimer, če ste pogledali, Ana? Ti si prehitro privolila, Ana? Ja. Treba je znati reči ne, no. Če si ti vidiš, da čutiš pri sebi, že tista negotovost, če si nekje prepričan, da je res to delovno mesto za tebe, boš lahko takoj rekel, ja, to je to. Če pa že ti malo klevaš, bom preštudiral, malo časa še rabim, se ti pa že, kako bi rekla, ima že en dvom, ali v sebe, v svoje sposobnosti, ali pa da mogoče premalo poznaš to delovno mesto. Da moraš to začutiti v sebi, nek passion, da to res to, no? Tako, da ti čutiš strast do tega, kar se ti ponuja. Ne? Zdaj, če pogledamo, imaš 2 krasna otroka, krasnega moža, res krasno. In si ti hotela biti vse povsod perfekt, ne gre to. Ne. Tako da je včasih treba se odločiti pa reči, lej, družino imam zdaj perfekt in tudi v službi hočem biti perfekt, ne rabim biti pa najboljša na vseh nivojih. Tako da danes to drugače tudi vidiš in danes živiš to, kar počneš. Ja, vidite, to je tudi tisto sporočilo. Ne vem, zakaj se ljudje tako grebemo, da hočemo iti nekam višje, če pa smo včasih lahko srečni tudi drugje. Danes je Tanja specialistka na svojem področju, v podjetju nam dela prihranke, kaže nam, kje delamo sami iskrene izgube, kaj je treba optimizirati in tako naprej. Pa na začetku ni bilo sploh tako kazano, a imam prav? Tako, ja. Smo hoteli drugam, v resnici pa lahko postanemo pravi strokovnjaki, specialisti na določenem področju. Ok, gremo naprej. Ok, veš kaj me še tu, Tanja, zanima? Glede na to, da si več časa v skladci kot jaz, marsikdo reče, kako je bilo včasih fajn, pa ne samo v našem podjetju, na splošno ljudje govorijo, kako je bilo včasih fajn, kot pa danes. Ful radi se vračajo v preteklost. In zdaj, če tebe vprašam, ker si šla kar skozi neki faz, od čiste proizvodne, pa danes, ki živimo čisto okoljsko naravnano, kako si ti to doživljala? No? Ja, jaz bi rekla takole, glede na to, takrat, ko je bil moj začetek, je bilo to malo obrtniško podjetje, je bilo takrat v redu. Ampak glede na to, kako se vse skupaj razvija, pa kakor je podjetje raslo, moramo tudi mi rasti. Ampak je bilo pa težko na začetku? Težko je pa bilo čez vse transformacije, ko smo jih imeli. Sploh, recimo, takrat je bila tudi ena prelomnica, Tanja, ko ste mi prišli v podjetje. Evo, ja, točno. Ker moram vam povedati, da Tanja je bila človek akcije.
ona bi vse 1, 2, 3, to mora biti naredo takoj. Sam žal včasih tudi ni šlo tako. Ne, saj jaz se s tem, zato mi je tako dobro, da vzamem katere od mojih sodelavcev, ki so nekaj časa še z mano, ker res se zavedam, da ko človek teče maraton, da niso vsi pripravljeni na maratona, ne, in da potem jih kar dosti do zadaj pustiš. Zato mi je danes tako pomembno, da slišim njihovo mnenje in da mi je tudi to nek signal, daj se ustaviti in kaj je bilo dobrega in kaj bi bilo dobro še izboljšati. Ne? No, zdaj ste vi se tudi spremenili, tako smo se tudi mi. Modri smo. Ja, smo starejši, imamo veliko izkušenj za seboj in tudi mogoče, recimo, tako sem vas jaz na začetku dojemala, pa zdaj čisto druge luči. No. To moram iskreno priznati. Hvala, ker se ne smemo objeti, moramo takole narediti. Ja, vsekakor vi ste, zdaj direktorca, vidite vse v drugi luči, ko mi, je pa res, da nas vodite v pravo smer in zato mislim, da smo vam lahko vsi hvaležni, no, vsi zaposleni. Kako lepo. Ja, Kako lepo. Zato potem tudi podjetje pusti, zato ko vidiš, da imaš take sodelavce in pustiš upravljanje nekoga drugega in nič, samo takole delaš intervjuje, pa imaš kakšna izobraževanja. Ok, Tanja, greva se še malo usediti na klopco, pa imam še dva taka malo bolj zanimiva vprašanja. Tanja, veš, kaj me še zanima? Glede na to, da ko smo začeli, smo delali izključno polizdelke, sploh nismo delali končnih produktov. Kako pa danes gleda, kakšno je tvoje stališče na to, da imamo blagovno znamko? Ja, jaz bi rekla, da če ne bi bilo Tanja izkaza, tudi blagovne znamke, po mojem mnenju ne bi bilo. Ne, da vas hvalim, ampak dejansko je to. V bistvu vi ste bili tista, ko ste to rekli, moramo narediti spremembo, moramo narediti nekaj svojega, ne moramo biti sam klasičen proizvajalec, ki sam brizga polizdelke, mi moramo narediti svoj produkt. In takrat je bilo v podjetju zelo malo takih, ki so verjeli v to zgodbo. Danes pa mislim, da smo lahko hvaležni vsi za to, da smo šli na to pot, ki je bila prava. Hvala. Ne, res hvala. To mi je tudi všeč, to pomeni, vidiš, da je to ta pot, ki vam daje to prihodnost. Tako. Ok, krasno. Povej mi pa, kako pa, če še zdaj se dotaknemo malce sodelavcev, Ja. Prej smo se dotaknili vrednot, da je zelo pomembno, da ekipa živi vrednote. Kako gledaš pa ti na poslanstvo, kaj je naše poslanstvo, da želimo delati samo inovativne produkte, ki so usmerjene za lepše okolje in za dobro ljudi? A se ti zdi to nekaj, kar je pomembno tudi za tvojo prihodnost, tvoje otroke? Ja, sigurno. Mi moramo, narava je naša učiteljica, moramo živeti z naravnimi viri, uporabljati recikliran material in to je prihodnost vseh nas. No. A zato si hotela, da gremo v naravo? Tako. Ja. Zato smo šli v naravo. Tanja, pa dajmo eno tako vprašanje, mogoče še za na konec. Kaj je 5 stvari, ki bi ti lahko predlagala zaposlenim, delavcem, komorkoli, 5 stvari, da bi lahko rekli, da delajo s srcem ali da delajo to, kar jih veseli? Treba se poistovetiti z vsemi vrednotami. A ti si se? S katero si se ti poistovetila? Jaz bi rekla, da sem se kar z vsemi. No. Ja, veš, da ti si, ona je med prvimi, ki dejansko vse vrednote živi. Ja, ker smo jih tudi nekako kot ekipno skupaj naredili. Pol drugo bi rekla ekipni duh. Aha, to pomeni pomembno, da se najdete v svojem timu. Tako. Potem bi rekla timsko delo. Ja, kaj ti je pomembno pri timskem delu? To je ta timsko... Ja, v bistvu, da recimo timsko, da si ti timski človek, da poskušaš najti rešitev, recimo, če nekdo drug ne, da mu ti priskočiš na pomoč z izkušnjami, z neko kilometrino, ki jo ima za seboj, lahko pripomoreš, da nekdo ne izgublja toliko časa, pa mu ti pomagaš priti do nekega zastavljenega cilja oziroma do rešitve. Krasno. Pol bi rekla tudi zaposlenim, delite svoje delo s srcem. Pa nekaj, kar je zelo pomembno, naučite se reči ne. Naučite se reči ne. Ti si rekla ne. Jaz sem rekla ne. In zato si dan srečna. Tako. To je to. Pa nekaj bi še mogoče dodala, kar si sama na začetku omenila. Tudi izzivi. Treba, nobena pot ni ravna. Vedno so neki vzponi, padci in vsi gremo čez to. Tako doma, tako v službi, povsod. Tako da enkrat si na vrhuncu, drugič padeš, pomembno je pa, ko padeš, da se povedeš. Točno to. Zato smo mi še danes na hrib. Upam, da ste uživali z nama. Tanja, si ti uživala? Ja, sem. Si? Sem. Upam, da ste tudi vi. Tanja je želela povedati, da je treba delati srcem, tisto, kar vas veseli, pa tudi znati reči ne. Pa tudi mogoče se dotaknila, kako je ona šla skozi kakršenkoli izziv.
Čau, čau, vse dobro. Hvala, Dio.